Pozdravljeni! Pred vami je uvodni prispevek v veliko nagrado 70. obletnice Formule 1. Čeprav je že druga zaporedna dirka v Silverstonu, imamo kar nekaj zanimivih tem, zato je najbolje, da se jih lotimo. Marsikdo izmed nas se je verjetno že vprašal, zakaj ravno Silverstone in zakaj se ta dirka letos imenuje velika nagrada 70. obletnice Formule 1. Namreč na to vprašanje, zakaj je Silverstone tista prva dirka, kjer so podelili točke za naslov svetovnega prvaka, sem že odgovoril v preteklosti v prav posebnem prispevku. In kogar zanima tista zgodba, dobi bližnjico, kot ponavadi v opisu. In seveda, prav ste razumeli, to je bila le prva dirka, kjer so podelili točke za naslov svetovnega prvaka, seveda samo med vozniki. Predtem smo že imeli uradno sezone Formule 1 in tudi logično dirke. A zakaj se imenuje velika nagrada 70. obletnice? Vkolikor pogledamo program tiste dirke, bomo ostali malce začudeni. Namreč dirka se je takrat uradno imenovala Velika nagrada Evrope in hkrati Velika nagrada Velike Britanije. Takrat je bilo običajno, da so dirki dodelili to posebno čast, da se je lahko imenovala Velika nagrada Evrope. In vsako sezono je ta čast doletela drugo dirko. A danes, v današnjem času, leta 2020, bi bilo rahlo nerodno, če bi se druga dirka v Veliki Britaniji v času Brexita imenovala Velika nagrada Evrope. Tudi zato verjetno so izbrali tako malce nekonvencionalno ime. In kot ponavadi se bomo danes vrnili v preteklost in seveda na tisto dirko, ki se je zgodila 13. maja 1950. Prisotno je bilo kar lepo število konstruktorjev in govorimo o tovarniških ekipah Alfa Romeo, Maserati, Talbot Lago iz Francije, ERA in Alta iz Velike Britanije. Tista najmočnejša ekipa je bila seveda tovarniška ekipa Alfa Romeo. Prišli so s 4 bolidi. 3 bolidi so bili rezervirani za tisto slavno trojico imenovano FA. Fangio, Fagioli in Farina. 4. Alfetta 158 je bila pa rezervirana za lokalnega junaka Rega Pernella. In vse 4 Alfe so zasedle prvo štartno vrsto. Takrat je bilo značilno to, da je bil štartni razpored narejen tako, da so bili v prvi vrsti 4 bolidi, v drugi vrsti 3 bolidi, vmes tistih prvih 4, nato v tretji vrsti ponovno 4 bolidi, 3 in tako naprej do konca. Na kvalifikacijah velja poudariti, da je bil na 5. mestu tajski princ Bira z Maseratijem, na to smo videli že Talbot Lago. In tisti bolid za primerjavo z drugimi je imel neko posebnost. Vsi ostali bolidi so bili kubature 1500 kubičnih centimetrov in prisilno polnjeni. Talbot Lago je imel 4,5 litrski atmosferski motor in praktično, če gledamo tako v tisti prvi eri sodobne Formule 1, edini pravi konkurent Alfa Romeo 158. Ko se je začela dirka, se je kaj hitro poznala tista razlika med tovarniškimi ekipami, zasebnimi ekipami in med tovarniškimi ekipami so predstavniki Alfa Romeo dobili neverjetno prednost. Namreč zmagal je Nino Farina, 2 sekundi pred Luigijem Fagiolijem, Reg Pernell je bil tretji, 58 sekund zaostanka. Juan Manuel Fangio je odstopil, imel je težave na nekem dovodu za olje. A vsi ostali so bili 2 kroga zadaj. Tako da, če se kdo danes pritožuje nad tem, kakšni zaostanki so v sodobni Formuli 1, to ni še nič, kar smo videli že na samem začetku te moderne dobe Formule 1. In neka zanimivost. Govori se, kako je Ferrari tista najstarejša ekipa Formule 1, a na prvi dirki jih ni bilo.
Tiste sezone so se prvič prikazali šele na drugi dirki na koledarju in nato začeli tisto zgodovino, katera jih bo v sezoni 2020 pripeljala do 1000. dirke. Kot zanimivost velja omeniti to preglednico, katero so napravili pri Pirelliju. In primerjali so tiste čase ter povprečne hitrosti iz leta 1950 in iz leta 2020. Kjer lahko hitro vidimo, kako so se spremenile zadeve. In mislim, da so podatki na vse zanimivi. Vrnimo se v današnji čas in sedaj bi morali biti na vrsti lastnosti proge v Silverstonu. A o tem smo že govorili v uvodnem prispevku za veliko nagrado Velike Britanije. Med obema dirkama je teden dni razlike. In pravzaprav se ni spremenilo kaj dosti. Zato tistega, katerega zanimajo lastnosti te proge, naprošam, da se ogleda tisti prispevek, narejen kot uvodni del za veliko nagrado Velike Britanije. Seveda bližnjica je spet v opisu. A tokrat imamo eno razliko. Namreč že v tistem tedenskem pregledu novic sem omenil, da so spremenili enega izmed robnikov. Tistega, kateri sledi ovinku Beckett pred ovinkom Chappell in vidimo ga na fotografijah, katerega so v bistvu podaljšali. Tako na tem mestu vozniki ne bodo šli v travo in tako računajo, da s pnevmatikami ne bo takih težav. A o pnevmatikah malce kasneje. Rad bi najprej spregovoril o tistem, kar se je zgodilo okrog situacije z vozniki. Namreč novica iz zadnjih minut je ta, da Valtteri Bottas je podpisal pogodbo za sezono 2021. Konec koncev ni taka novica, pričakovano je bilo, ampak sedaj je uradno. Druga zanimiva novica je, da pri McLarenu so podpisali dogovor s Paulom di Resto. Namreč on bo njihov rezervni voznik, ukolikor se v tem vikendu zgodi kaj nepredvidenega, lahko s Carlosom Sainzom mlajšim ali Landom Norrisom. Napravili so mu sedež. Paul di Resta je praktično že v Silverstonu, kajti kot novinar je podvržen tistim varnostnim protokolom in v bistvu v primeru potrebe, podobno kot na veliki nagradi Madžarske 2017, bo uskočil. Seveda ne smemo pričakovati preveč od njega, a vseeno pri McLarenu so naredili, po mojem mnenju, kar modro potezo. Kar se tiče ekipe Racing Point, moram povedati, da Sergio Perez se je testiral. Rezultati še niso znali in videli bomo, kdo bo vozil bolid RP20, ali on ali Nico Hülkenberg. Za enkrat na tistih bivalnikih so še zmeraj slike Nika Hülkenberga. Ta slika je aktualna, a videli smo že v prejšnjem vikendu, kako jih hitro zamenjajo in kako se tudi vozniki izjemno hitro zamenjajo. Včeraj smo lahko slišali novico, da so imeli pri FIA zaslišanje med tistimi predstavniki že omenjene ekipe Racing Point in Renaultom. In tu so fotografije, ko vidimo tehnike in odgovorne, kako prihajajo in odhajajo z tega sestanka. O tem, kaj so se odločili pri FIA, bo znano tik pred začetkom prvega prostega treninga. Zato tudi o rezultatih bo sledilo poročilo in seveda moj komentar v tistem drugem prispevku pred kvalifikacijami, ko omenim malce tudi, kaj se je zanimivega zgodilo na tehničnem področju. In ta tema seveda spada v to področje. In sedaj je na vrsti verjetno tisto najbolj zanimiva, ampak tudi malce manj razumljiva tematika v tem uvodnem delu za veliko nagrado 70. obletnice – pnevmatike. Trdote pnevmatik so se spremenile glede na tisto, kar smo imeli teden prej na veliki nagradi Velike Britanije. Z stopnjo so se promaknile proti mehkim. Namesto C1, C2, C3 imamo C2, C3 in C4. Ukolikor se kdo izmed vas spomni tiste fantastične mavrice, katero je imela na razpolago podjetje Pirelli, bi bila današnja situacija tukaj vam razložiti, kaj se je spremenilo, bistveno lažja.
A razumem, nekaterim ni šlo z jezika, kaj pomeni hypersoft, kaj pomeni ultrasoft, zato je bilo bolje spremeniti zadevo samo na hard, medium pa soft in seveda, ko pride do takih situacij, je malce teže razložiti, da tisto, kar je bilo prejšnji teden medium pneumatika, je ta teden hard pneumatika in tisto, kar je bilo še prejšnji teden soft, je seveda sedaj medium. In na prvi pogled bi lahko rekli pa kaj. A bistvene spremembe se bodo lahko zgodile na sami dirki, samo zaradi te izbire, katera je po mojem osebnem mnenju neposrečena. Namreč vidimo tudi iz grafike, katero nam je dal Pirelli za veliko nagrado Velike Britanije, katera strategija je bila najhitrejša in s kakšno strategijo se je pridobilo največ mest. Ugotovili ste, začeti na pneumatiki medium in nadaljevati na tisti hard. Seveda, vemo, na koncu so mnogi imeli težave, a vseeno, to je v teoriji tista najboljša strategija. In sedaj, ko tiste hard pneumatike iz prejšnjega tedna, ta teden nimamo, bomo lahko videli kar precejšnjo zmedo. Namreč ni problem samo to, da bomo imeli praktično mehkejše pneumatike. Problem je tudi to, da Pirelli v tej sezoni ne dovoli proste izbire samih setov. Namreč vsak voznik bo imel na razpolago 2 kompleta hard pneumatik, 3 komplete medium pneumatik in 8 kompletov soft pneumatik. Seveda, sedaj, če damo to na skupni imenovalec, bomo prišli do tega, da mogoče bo komu zmanjkalo tistih pravih, malce trših pneumatik, s katerimi bi lahko napravil kar se da dobro dirko. In tu je treba poudariti, iz straha, da bi pneumatike lahko popustile, so tudi dvignili tisti najnižji dovoljen pritisk v pneumatikah. Namreč Pirelli določi najnižji pritisk v pneumatikah. In na prednji osi so zvišali tisti minimalni pritisk za 2 PSI-ja oziroma 0,138 bara, na zadnji osi pa samo za enega oziroma 0,069 bara. Minimalna variacija, katera lahko omogoči, da se pneumatike enostavno ne bodo pregrevale in tako skrajšale svojo življenjsko dobo. A če se lahko malce prenagnim, predvidevam, da bomo videli vsaj 2, če ne 3 postanke v tej dirki in lahko se zgodi, da bo resno kdo ostal brez pravih pneumatik, kajti ukolikor bo porabil samo en set hard in en set medium na prostih treningih, mu bo za dirko ostalo bore malo. Če vemo, da tista, ki se imenuje sedaj hard, je bila prej medium in se ni pokazala kot izjemno trdoživa v primerjavi s tistim, kar je bilo prejšnji teden hard. In vem, morda je kdo izmed vas zmeden, a pritožite se prosim Pirelliju. Treba je biti še natančen, kajti ni težava samo v tem, da imamo mehkejše pneumatike, tudi vremenska napoved zna malce poživiti dogajanje. Namreč temperature bodo bistveno višje od tistega, kar smo videli prejšnji teden, čeprav potek temperatur bo približno enak. V petek bomo videli sončno vreme in temperature tam tudi do 32 stopinj. Razne vremenske napovedi pravijo, da bo topleje, kot je bilo v prejšnjem petku. Obstaja neka možnost padavin tudi v času drugega prostega treninga, minimalna zadeva, a v noči na soboto sledi ohladitev in sobota bo precej oblačna. Videli bomo tudi sorazmerno nižje temperature, okrog 26 stopinj, a tudi v soboto v času kvalifikacij bodo višje temperature od tistih, ki smo jih videli prejšnji teden v soboto. In podobna zgodba s podobnim vremenom tudi v nedeljo. Sveda zopet nižje temperature, tam okrog 24 stopinj in govorimo o temperaturi zraka, a seveda višje od tistega, kar smo videli na veliki nagradi Velike Britanije. In to pomeni, da bodo imele razne ekipe težave z svojimi pneumatikami, kajti toplejše kot je vreme,
toplejši je asfalt in pnevmatike se bodo pregrevale. In lahko pričakujemo pri mnogih pojave, kot so naprimer mehurjenje, zrnjenje, bistveno bolj kritične zadeve, kot smo jih videli v zadnjem krogu velike nagrade Velike Britanije, čeprav je bilo že tisto znak, da s pnevmatikami ni bilo vse v najlepšem redu. Toliko v tem uvodnem prispevku za veliko nagrado 70. obletnice. Vse to moramo upoštevati, še preden se začne dogajanje na progi. O tistem, kar sledi, pa po koncu drugega prostega treninga v drugem prispevku, kateri bo skušal ugotoviti, kaj lahko pričakujemo še pred kvalifikacijami. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.